Taktika je bila uspešna, kajti mi smo se poenotili o tem, kaj bomo terjali. In katerega od teh državotvornih resorjev mislite, da bi gospod Erjavec lahko dobil? Jaz mislim, da bo za to potreben dogovor. Vsak izmed treh je pa za nas sprejemljiv. Kaj pa, če vam ne ponudijo niti enega od teh treh? Zato dvomim, mislim, da morajo upoštevati tudi našo realno moč, naše realne rezultate volilne in po izjavah, ki smo jih slišali od bodočega mandatarja, je kooperativnost kar precejšnja. Kateri trije državotvorni so to, če lahko ponovite, prosim? Notranje, zunanje, obramba. Ampak pravite, da pogojevali ne boste, to, da pričakujete oziroma skoraj gotovo ga moramo dobiti, pa je neke vrste zelo konkretno rečeno in zastavljeno. Mi seveda moramo izrekati pričakovanja, moramo tudi kaj terjati, ne moramo čakati samo na to, ali bo kakšna drobtina padla z mize za nas in pri teh pogajanjih mi sodimo, da imamo tudi dovolj kompetenc, imamo dovolj dober kader, ki ga lahko ponudimo in so prepričani, da so izjave, ki so jih naši politični partnerji bodoče dajali v javnosti, le iskreno mišljeno. Zdaj se boste pogajali glede koalicijske pogodbe, vi osebno nasprotujete drugemu bloku nuklearne elektrarne Krško, bo to tisto, kar bo odločilo? Ne, to gotovo ne odloča, jaz imam pomisleke v zvezi z energetsko strategijo in programom, to so bolj konkretna razmišljanja, sigurno pa ne sodim med tiste, ki bi kar tako pristali na jedrsko opcijo. Kaj pa z lastništvom Kada, da bi na spis? Mislim, da je to, kam bo šlo lastništvo Kada, že dogovorjeno. Gre na spis, vprašljiva je samo uporaba sredstev, ki jih bo KAD prinesel. Mi sodimo, da mora iti to predvsem za usklajevanje pokojnin in da se mora najti za dolgotrajno nego, torej za zdravstvene programe, denar drugje. Kaj pa glede modernizacije pokojninskega sistema, kaj od tukaj pričakujete? Najprej bo treba primerjati, mednarodno primerjati, kaj se je dogajalo s tovrstnimi skladi drugod po svetu. Mnogo izmed njih se je sesulo in preden bo kakšna odločitev o tem sprejeta, bo moral biti napravljen temeljit premislek. Ali sploh še obstaja možnost, da Desus v levo koalicijo ne bi šel? Zame ni obstajala nikoli.